V teh dneh se tukaj v Parku vojaške zgodovine končujejo gradbena dela na projektu celovita ureditev kompleksa Parka vojaške zgodovine. Gre za obsežen projekt, sofinanciran s strani Evropske unije, torej gre za 4,3 milijone evrov težak projekt, od tega dobre 3 milijone prispevala Evropska unija, okrog 600 tisoč Ministrstvo za kulturo, okrog 700 tisoč pa odpadlo na občino Pivka. Torej gre za obsežen projekt, glavni del projekta, torej glavni rezultat projekta je ta nov paviljon, v katerega bo premeščen del tankovske artilerijske zbirke. Tukaj bo nameščena tudi podmornica, ki bo končno zaščitena pred vremenskimi vplivi in pač ustrezno hranjena. Streho pa bodo našli tukaj tudi 3 avioni, to je tudi del letalske zbirke. Nosilna zbirka tega novega paviljona bo posvečena slovenski osamosvojitveni vojni, to je vojaškemu aspektu celega osamosvojitvenega procesa. Veseli smo, da bo končno v bistvu našlo ustrezno muzejsko predstavitev tudi ta del osamosvojitvenega dogajanja. Sama selitev eksponatov se bo začela v bistvu že v naslednjih dneh, torej v začetku julija se začnejo eksponati seliti, postavljati razstave, kajti v sredini septembra je že predvidena otvoritev tega novega paviljona. Torej do letošnjega festivala vojaške zgodovine, ki je 3. vikend v septembru, bo nov paviljon odprt. Ja, največji izziv bo vsekakor selitev podmornice, ki je naš najtežji eksponat, pa tudi postavljanje avionov, ki bodo v zraku, v bistvu bo tehnično, logistično zelo zahtevno. Sam paviljon nudi tudi ustrezne prostore, razstavne prostore, ki so namenjeni promociji Slovenske vojske. Upajmo, da bo vojska to izkoristila, kajti tudi po zgledu drugih svetovnih vojaških muzejev so tam vedno prostori, kjer se promovira tudi v bistvu nacionalne armade.